To je odlično. Zelo človeški podobi. Mlajša noseča ženska, ki je bila pogrešana več tednov po predvidenem datumu poroda, je najdena mrtva pod kupom listja. Njeno telo je bilo pohabljeno, njenega otroka pa ni bilo nikjer. In ko se začnejo širiti šokantne podrobnosti zločina, se oblasti osredotočijo prav na njeno lastno družino. Tudi meni to nima smisla. To je res veliko stvari. V redu. Torej, tukaj je situacija, v kateri si. V redu. Če imaš nekje v ozadju občutek, da pri Courtney nekaj ne štima... Dobili bomo redek pogled, nov pogled na to, kako so preiskovalci iz več agencij pristopili k temu zelo zapletenemu in pogosto zmedenemu primeru. Courtney je zadnjih nekaj mesecev govorila, da bo vzela tega dojenčka za vsako ceno. Lažeš. Mislim, da bi lahko začela tam. Glede na zaskrbljujoče obtožbe proti njima, so nekateri komentarji na posnetku s policijske telesne kamere še posebej srhljivi. To območje tukaj zgoraj je izginilo, ker potrebujemo cigarete, sicer bo nekdo umrl. Vse to bomo razčlenili za vas, postavili v kontekst in vam dali popolno celovito sliko celotnega primera prav zdaj. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Minilo je skoraj 6 mesecev, odkar so 22-letno mater, ki je bila proti koncu svoje 3. nosečnosti in se je pripravljala, da na svet sprejme dečka, namesto tega našli mrtvo v narodnem gozdu v severnem Michiganu. Njenega otroka so izrezali iz trebuha, nikjer ga ni bilo mogoče najti. Kar je bilo sprva obupano iskanje Rebece Park, se je spremenilo v iskanje njenega dečka in lov na njenega morilca. Rebecina sestra Kimberly jo je prijavila kot pogrešano 4. novembra in povedala, da jo je nazadnje videla prejšnjo noč v domu njune biološke matere Courtney Bartholomew in njenega moža Brada v Boone Townshipu. A šele tedne kasneje, 25. novembra, so Rebekino truplo našli v tem listju, približno 4 km od Courtneyjinega doma ob tako imenovanem kolovozu oziroma makadamski cesti. Bila je večkrat zabodena. Po navedbah izvedenca sodne medicine so ji otroka izrezali iz telesa. Preiskovalci so kasneje ugotovili, da je bil tudi otrok mrtev. Da bo jasno, trupla niso našli. V dneh potem, ko so našli Rebeko, se je preiskava resnično okrepila. Kmalu so bili 4 člani njene družine za zapahi. Da bo jasno, obtoženi so različnih kaznivih dejanj. Obtoženi so, da so imeli različne vloge v tej celotni zgodbi. Zato želim biti glede tega jasen, ker je resnično ves poudarek, vsa pozornost osredotočena na 2 osebi, vključno z njeno lastno materjo, ki bi bili obtoženi njenega mučenja in umora. O takšni zgodbi govorimo tukaj, prav? Zdaj smo dobili v roke preiskovalno poročilo, dolgo več kot 130 strani, kot tudi izjave pod prisego, ki so bile vložene proti obtožencem, kar nam daje popolnoma nov pogled v to, kaj so domnevni storilci povedali v svojo obrambo. Naj vam na kratko pokažem. Zdi se, da vsi kažejo s prstom drug na drugega. In vsak ima svojo zgodbo, svojo pripoved o možnem motivu za ta brutalen umor. Od domnevnega maščevanja do trditev o ljubosumju. Imate celo domnevno zaroto za krajo Rebecinega novorojenčka. Poleg vseh informacij, ki so jih dobivali od osumljencev, so se preiskovalci ukvarjali tudi z govoricami, ki jih je poganjal TikTok. Od koga si to slišal? Vse to sem slišal na TikToku. Stari, vse je bilo po prenosih v živo na TikToku. Ja, ljudje so tam res ponoreli, brez dvoma. Na TikToku so govorili o ljudeh, ki so bili v avtu. Si to videl? Ne, poskušam se izogibati TikToku. Ja, to je velik primer. Veliko pozornosti je namenjene temu. Veliko ljudi ima svoje mnenje. Na neki točki, že zgodaj v iskanju Rebeke, je moral šerifov urad okrožja Wexford izdati izjavo zaradi vseh divjih teorij in dezinformacij. Po navedbah WPBN citiram: govorice na družbenih omrežjih in spletna sovražnost ustvarjajo velike izzive za našo preiskavo. Kako smo sploh prišli do tega? Kako se je vse to zgodilo? Tukaj vas moram najprej seznaniti z dogajanjem, prav? Torej se je Courtney odpovedala Rebeki in Kimberly, ko sta bili še mladi, in posvojila ju je družina Park. To temelji na poročanju. In od takrat, glede na to, kar je več prič povedalo policiji, nista preživeli veliko časa s svojo biološko materjo. Toda v dneh, preden je bila Rebeka prijavljena kot pogrešana, se je zdelo, je bil nekakšen pritisk, da bi znova obudili odnos. Rebecca in Kimberly naj bi pred kratkim šla k Courtney domov na večerjo z njo in njunim očimom, Bradom. Na dan, ko je izginila, naj bi se Rebeka družila s Courtney, kot da bi načrtovali, da bosta šli na mlečne napitke in se pogovarjali o načrtih za zabavo pred rojstvom otroka.
In obstajajo poročila, da je Courtney načrtovala, da bo Rebeki dala kuverto z $2,000 domnevno za pomoč pri otroku. Mimogrede, Rebeka je bila v tem času noseča približno 38 do 39 tednov. Rojstvo je pričakovala vsak čas. Dejansko je bilo po preiskovalnem poročilu navedeno, da naj bi šla v bolnišnico, ker je mislila, da je začela rojevati. Vendar so jo poslali domov. Potem pa pridemo do 4. novembra, ko ure in ure nihče ni slišal ali videl Rebeke. Kimberly jo je prijavila kot pogrešano na šerifovem uradu okrožja Wexford. In po preiskovalnem poročilu je Kimberly očitno povedala namestnikom šerifa, da ji je njena mama Courtney rekla, da je bila z Rebeko in da sta se ustavili pri Courtneyni hiši, da bi pobrali nekaj detergenta, ki ga je Rebeka potrebovala. In Courtney naj bi se pripravljala, da odpelje Rebeko domov, ko ji je Rebeka po njenih besedah rekla, naj počaka, da nekdo prihaja, da jo bo odpeljal. Potem, kar naj bi Courtney povedala Kimberly, ki je nato to povedala policiji, je Rebeka vstopila v ta črn avto, morda Chevy Malibu, in odšla. Courtney je povedala, da ni videla, kdo je bil voznik. Rebeka pa ni povedala. In to naj bi bil zadnjič, ko so jo videli. Zato so organizirali iskalne skupine, prečesali so podeželje. Nobenega sledu o Rebeki. Prav njen biološki oče in polbrat sta našla njeno mrtvo telo. Berem iz poročila državne policije Michigana z dne 25. novembra 2025 približno ob 14:20. Medtem ko so bili na šerifovem uradu okrožja Wexford, so bili policisti obveščeni, da je bilo na zvezdnem gozdnem zemljišču najdeno truplo, prekrito z listjem in... Policisti so bili prav tako obveščeni, da sta biološki oče Rebeke in Rebekin polbrat našla truplo. Pomislite na to. Zaradi edinstvenih tetovaž so verjeli, da je truplo pripadalo Rebeki Park. Po poročanju KBTX je Kimberly v nekem trenutku domnevno povedala, da je bila Rebeka v hiši Courtney in Breda, ko je bila udarjena po glavi, dobila napad in nato umrla. To je bila ena od domnevnih zgodb. Potem pa dobiš več informacij, ki so bile kasneje predstavljene v obdukcijskem poročilu in nekoliko postavijo to zgodbo pod vprašaj. Zakaj? Citiram, obdukcijo je na Western Michigan University opravila doktorica Christine James. Prisotna je bila tudi namestnica Alexis Howard. Na Parkovem hrbtu je bilo 6 poškodb povzročenih z ostrim predmetom, 2 na desni nadlakti, 1 v levem predelu trapezne mišice, 2 na vratu in vsaj 2 na obrazu. Na desni strani obraza je bila tudi raztrganina in nepravilna rana na licu neznanega izvora. Rane na vratu so opisane kot površinske in ne prodirajo v mišico ali poškodujejo žil. Večina ran na trupu je omejena na mehko tkivo. Ena rana na hrbtu vstopi v levi plevralni prostor, vendar ne zadene pljuč. Ena rana na desni strani hrbta vstopi v desni plevralni prostor in prodre v desni zgornji režen pljuč ter povzroči velik pneumotoraks. Vse večje žile so nepoškodovane. To je brutalen zločin. To je brutalen napad. Policija je zaslišala Rebecinega biološkega očeta in polbrata, ker sta podala podrobnosti o tem, kaj sta tistega dne našla v gozdu. Citiram, rekel je, da sta kasneje ob poti zagledala debetno kartico. Redaktiran je izstopil, da bi jo preveril in jo obrnil s pomočjo lista. Rekel je, da je bila kartica sveža na vrhu vseh drugih listov. Na njej ni bilo nobenih listov. Redaktiran je obrnil kartico in ugotovili so, da pripada redaktiranemu. Rekel je, da verjame, da je bil redaktiran v zvezi s Kimberly Park in bi moral biti v zaporu. Opisoval je, da je bila ta kartica prav na začetku poti, na samem robu. Rekel je, da je bil v tistih gozdovih, kjer je sekal drva z Bredom in da Bred pozna te gozdove tako dobro, kot on sam. Redaktiran je začel to dokumentirati in se obrnil ter videl, kako ji glava štrli ven. Redaktiran je rekel, stopi nazaj, saj ni bil prepričan, ali je to plastična maska ali ne. Povedal je, da je redaktiran prizorišče dokumentiral, citiram, zelo hitro, brez da bi karkoli zamočil. Nato so odšli po reševalca in našli 2 gospe v rumenih jaknah. Pobralo sta jih in jih odpeljali na kraj dogodka. 2 reševalca sta nato šla do prizorišča, kjer je bilo telo. Zdaj potem se je iskanje preusmerilo iz iskanja Rebeke v iskanje njenega novorojenčka. Prvi posredovalci so poročali, da je bila Rebekina maternica prerezana, ko je bila še živa in da je bil otrok odstranjen. Toda kam je bil odpeljan, kam so ga vzeli, nihče ni vedel. To je bila uganka za vse. Zato so se detektivi začeli resnično osredotočati na tiste, ki so bili Rebeki najbližje. Njeno rojstno mamo Courtney, njenega očima Breda, njeno sestro Kimberly in njenega zaročenca Richarda Fowlerja. Vsi pomembni liki. Torej Richard, znan tudi kot Richie, naj bi bil oče Rebekinega otroka.
Čeprav naj bi kasneje trdili, da je Brad dejansko oplodil svojo pastorko. Ja, o tej trditvi bomo govorili še malo kasneje. Ampak vrnimo se k Richardu. Richie, ker tukaj postane vse res zapleteno. Torej, Rebeka in Richie naj bi bila nekaj časa v zvezi, nato pa naj bi se razšla. In takrat naj bi Richie začel afero z Rebekino mamo, Courtney. Preiskovalci so poročali, da naj bi jim Courtney povedala, da je načrtovala ločitev od Brada, da bi bila z Richie. A to se očitno ni izšlo. Tako se je Richie očitno spet pobotal z Rebeko. Ni jasno, ali je Rebeka vedela, da naj bi bila njena mama v spolnem razmerju z Richie. Vem. Tako sta zdaj Rebeka in Richie spet skupaj, zaročena, pričakujeta otroka. A izkazalo se je, da naj bi imel Richie še nekoga ob strani. Rebekina mlajša sestra Kimberly. Ja, Kimberly je kasneje policiji povedala, da je bil njen odnos z Richie zapleten. To je milo rečeno, glede na to, da je obtožena laganja preiskovalcem in zavajanja glede Richijeve domnevne vpletenosti v Rebekino izginotje. Do tega še pridemo. Toda do konca novembra so bili Courtney, Brad, Kimberly in Richie vsi aretirani in so se soočali z različnimi obtožbami. Spet različne obtožbe, različne domnevne vloge in vse to. Vendar so bile najhujše obtožbe vložene proti Bradu in Courtney. In da bo jasno, Kimberly in Richie nista bila neposredno obtožena za umor ali odstranitev Rebekinega trupla v redu, toda po besedah tožilcev okrožja Wexford na zaslišanju o morebitni izpustitvi pred sojenjem so Bartholomewji mučili in ubili Rebeko Park. V tem primeru imamo dve osebi, ki sta ustvarili načrt. Opravili ste raziskavo. Pripeljali ste Rebeko Park v svoj dom. Prisilili ste jo v vozilo in jo odpeljali v gozd, kjer ste jo zabodli, jo prisilili, da je ležala na tleh, medtem ko ste ji izrezali otroka iz trebuha, kar je na koncu povzročilo njeno smrt in smrt otroka. To je tako grozljiv in strašen primer, kot si ga je sploh mogoče predstavljati. In ne verjamem, da obstajajo kakršnekoli okoliščine, v katerih bi gospod Bartholomew smel dobiti kakršnokoli varščino. Zato želim podrobneje preučiti to preiskovalno poročilo in zgodbe, ki so jih vsak od obtožencev povedali detektivom, oziroma naj bi jih povedali detektivom, ko so poskušali razjasniti, kaj se je zgodilo. Ko bomo to pregledovali, želim povedati, da so deli poročila prekriti, verjetno zato, da zaščitijo identiteto ljudi ali določene informacije oziroma dokaze, ki jih preiskovalci še ne želijo razkriti javnosti. Očitno gre za občutljiv zločin, ampak da vam dam primer. Imate en del, ki pravi: Redigirano je izjavil, da je po izginotju Rebeke, Redigirano mu povedal, da je Courtney poskušala okriviti Redigiranega za to, zakaj je Rebeka izginila. Verjel je, da je to zaradi Courtney Redigirano. Vendar pa lahko s pomočjo izjav pod prisego, ki so bile očitno vložene proti osumljencem in povsem novih posnetkov s telesnih kamer, očitno sestavimo, kaj so policisti izvedeli. Zato želim začeti s posnetkom Brada in Courtney Bartholomew v njunem domu 25. novembra. Torej, v tem trenutku so izvedeli, da je Rebeka mrtva in da je dojenček pogrešan. Forenzični preiskovalci iz kriminalističnega laboratorija so na kraju dogodka, zato so tja postavili šerifove namestnike, da pazijo na par. Očitno sedita skupaj na kavču v dnevni sobi. Courtney očitno bere novice na družbenih omrežjih na glas o hčerki, za katero jo bodo kasneje obtožili, da jo je brutalno ubila. In Brad, vsaj včasih, deluje nelagodno. Če bi zdaj odprla svoj telefon, bi bil poln ljudi, ki bi samo govorili bla, 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 bla. In prepričana sem, da slike že krožijo po internetu. Upam, da ne. Čas ne. Prepričan sem, da je. Nažalost. Ker ljudje preprosto nima spoštovanja, da bi počeli kaj takega. Se strinjam. A ne morem imeti zaradi tega težav? Seveda, ker je to odprta preiskava, če objavijo kaj takega. Ne vem, če sem iskren, ne vem, ampak sem radoveden. Ne vem, Temzoni, objavljeno je. Telo Rebece Park, stare 22 let, so odkrili ob cesti 80 Track Roads v Boone Townshipu. Prvič so jo prijavili kot pogrešano pred 3 tedni. Reč je v zaporu. Samo šli so in se pogovorili z njim. On je v zaporu. Objavljeno je. V redu. Ne morajo
verjeti vsemu, kar slišijo na ulici. Družina je sporočila, da je bil oče Rebekinega otroka pridržan v zaporu okrožja Vekser, po navedbah družine. Domnevno je med klicem iz zapora izjavil, da je pridržan v povezavi z umorom. Te informacije organi pregona še niso uradno potrdili. Dodatna aplikacija Life 360 prikazuje, da je Rebečina sestra Kimberly Park trenutno na. Še naprej bomo delili preverjene posodobitve, ko jih bomo prejeli. Prosim, v tem času mislite na Rebeko in njeno družino. Kaj pa družina? Ampak spet, to so družbena omrežja. Ne moreš verjeti vsemu, kar slišiš tam. Rebeka Park je bila najdena mrtva, po besedah njenega očeta. Ne. To se ne bo ustavilo. Ne, gospod, to sem vam povedal. Policija pravi, da se niso pojavile nobene nove verodostojne informacije. Tiv je zdaj tukaj, brez prebojev v preiskavi izginotja Rebeke Park. Pogrešano nosečo žensko naj bi našli. Sploh ne vem, zakaj to bereš, ker nočem poslušati njihovega poročanja o tem. Sploh nočem razmišljati o tem. In ne vem, kako bi to poimenoval, morda kot zanimivo napoved dogajanja. Nekatere informacije na družbenih omrežjih namigujejo, da je bil Brad aretiran. To pa ni super. Ne, nočem. Beka je bil. Najdena mrtva na dvorišču pri Kortni, doma. V redu smo nazaj tukaj pri... Brad je bil aretiran. Živijo, fantje, nisem vedel, da sem v zaporu. Ste vi vedeli? Lepsi za nekoga, ki je v zaporu. V redu. Kdaj so v zaporu začeli dovoljevati kajenje cigaret? Lahko spijem veliko mleka. Zdaj se zdi, da Courtney namiguje, da jo najbolj skrbi, da bi nekdo lahko objavil fotografije Rebekinega telesa na spletu in da je šokirana, ko izve, da so medtem, ko so govorili s policisti, Richa aretirali. Smešno, nikoli ne mogo nehati. Potem ga je nehala gledati. Želim se prepričati, da kdo ni objavil kakšnih neumnih slik, ki jih je treba odstraniti. Veš, kako je. To res. To je način, kako se ljudje premikajo. Ne vem, mislim, da je nekaj tazga kot polbrca. Naslajati se nad bolečino družine. Tako se počutim. To je nesmiselno. Sploh se trude s tem. Zdaj ne bi smel biti v zaporu. Ne bi smel. Prav tako ne bi smel groziti, da si bo kaj naredil. Razumeš? To mora biti težko. Si lahko samo predstavljam. Ben, kaj sama preživljam, si lahko samo predstavljam, kaj on preživlja. Prijem. Ampak nekaj se zagotovo dogaja. Ne pri trenutnem nedolžnem dojenčku. Rodila sem jo. Ja. To je moj dojenček. Redo? Zdi se, da Courtney želi vedeti, koliko časa bodo potrebovali forenzični tehniki in pove, da res ne želi, da bi to trajalo celo noč. In Brad se tukaj pokaže v zanimivi luči. Poslušajte. Ali običajno traja tako dolgo, da pregledajo prizorišče? Vse je drugače. Vsak primer. Ampak vsak primer je drugačen. Ne vem, s čim se ukvarjajo in celo kaj iščejo, ker je očitno to precej edinstvena situacija. Tako da je očitno to zelo resno in pomembno za vse. Samo želijo zagotoviti, da so. Pri vsem temeljiti. Sprašujem se, koliko ljudi ga je sploh kontaminiralo. Upam. Naj dobim odgovore, torej to je samo moja stvar.
Ne vem, koliko časa potrebujejo. Iskreno povem, nikoli se nisem ukvarjal s čim takim, tako da nimam pojma, koliko časa. Ker bi ti preprosto prišel noter in ne vem, kdo je bil, ampak je rekel, želiš ostati čez noč? In jaz sem bila tako, čez noč. To bo pomenilo, da bom vsa zaspana celo jutro. Prav. Tako da vem, da je laboratorij zdaj tukaj. Zdi se, da se že spravljajo k delu. Ja, zdi se, da začenjajo nekaj pripravljati. Tako da kmalu in verjetno bodo oni tisti, ki jim bo treba postaviti to vprašanje, ker bi morali imeti predstavo, koliko časa bo trajalo. Ne bi si upal niti ugibati. Ja, ker nimam pojma, kako naj zdržim celo preklemano noč. Noče moditi celo noč. In skoraj nam je zmanjkalo tobaka, tako da. O, nikakor ne. Najraž pohtijo. Ker tukaj je pištola, ker potrebujemo cigarete, drugače bo nekdo umrl. Verjetno jaz, ampak nekdo bo umrl. Ali ni tobaka na tisti žogi? Zelo malo. Hudiča. Imamo figure v avtu, tam je nek oltar. V avtu jih je zmamano. Mislim, da sta samo dve. Prosim, ne porabi cele noči. Prav. Seveda pustila in bom, da naredijo, kar morajo. Prav, vem to pravim. Prosim, ne porabi cele noči. Z veseljem bi sprejela. Moraš se spomniti, da so preiskovali mojo hišo na tak način in uporabili luminol, da so se prepričali, da ni krvi, kar nas tudi razbremeni. Vem, res je. In to je to. In ne bodo ga našli. In sem vesel, da to počnejo. Nočem skrbeti za nič. Tudi ti nočeš skrbeti za nič, ker tako ne bojo ničesar našli, ampak vseeno. Ja, Courtney še vedno brska po družbenih omrežjih in končno prejme klic nekoga, ki ima novice o Richu. Ta oseba naj bi po pripovedovanju drugih slišala, da Rich domnevno, citiram, ni pokazal nobenega obžalovanja in ni vprašal po dojenčku, ko so mu povedali, da je Rebeka umrla. In klicateljica to sporoči Courtney, ki je videti šokirana. Zdaj so forenzični tehniki končno pripravljeni fotografirati notranjost hiše. Ekipa iz laboratorija je pripravljena vstopiti. Tako da nihče ne sme biti tukaj, ko to počnejo. Vse, kar bodo naredili, je, da hitro posnamejo nekaj fotografij in potem gredo ven. Tudi jaz lahko tako hitro opravim iskanje. Ni nujno, da kaj iščemo, ampak samo želijo dokumentirati notranjost s fotografijami. Ne vem, če se boste malo odpeljali s svojim avtom in tam sedeli kakšnih 10 minut ali kaj podobnega, veste, kaj mislim. Dovolj dolgo, da to obdelajo. Kaj pa psi? Je to zgoraj? To je zunaj? Ja, to je zunaj. Zaenkrat tam. V redu. Vsi so tukaj. Ne. Vsi tisti dva psa, ki sta bila zunaj, sta bila tukaj noter. Samo 2 psa. Ja, naj te prosim, da prideš ven za 10 minut nekaj tasga. Oprosti. V avtu, kar je dobro. Ali imate nauk? Da, ja. Lahko jo vidim. Ja, okej. Zdaj se tvornjak nekako ugreva. Pa redo. Vi se lahko lotite tega, potem pa bomo to čim hitreje spravili noter in da ne bomo tam zunaj. Ta preproga, ki je tukaj spodaj, se lahko premakne. Tam ni nobene težave. Ker ljudje govorijo, da je bilo vse, da je bila preproga odstranjena ali karkoli. Zato jo lahko dvignete, da vidite. Je lažje. Tam je lažje. Morda boste morali malo premakniti stol in zaboj in potegniti tisti kot nazaj. V redu? To je bom svojoče. Ker bi raj, da ne bi mogel vsak dan pogledati pod to. Ja, ni problema. In dejansko vam bomo naredili kopijo iskalne mape. Preproge vam ni treba dati nazaj ali karkoli. Jaz jo bom dal nazaj. Povedal. Ja, takoj, ko boste zunaj, bomo začeli.
Želim se osredotočiti na Bradleyja. Bradley Birtal, zdaj te naslavljam, v redu? Torej, zdaj 48-letni naj bi detektivom povedal, da sta bila s Courtney skupaj 8 let. Večino časa sta živela skupaj v njenem domu v Boone Townshipu z njenim najstniškim sinom iz prejšnje zveze. Čeprav je Brad povedal policiji, da delno živi tudi v šotoru, nekaj kilometrov stran. Torej ima Brad po poročanju tožilcev dolgo kriminalno preteklost, ki vključuje vse od ponarejanja in vožnje brez vozniškega dovoljenja do poskusa tatvine in sprejemanja ukradenega premoženja. In Brad je očitno tudi vpisan v register spolnih prestopnikov. Po podatkih registra v Michiganu je bil leta 2011 obsojen zaradi kaznivega spolnega dejanja z osebo staro med 13 in 15 let. In leta 2017 je bil obsojen zaradi posedovanja gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo otrok. Courtney in Brad sta bila že prej zaslišana strani policije v zvezi z Rebecino izginotjem, še preden so našli njeno truplo. In izvedeli smo, da naj bi Brad padal na poligrafskem testu. Da bo jasno, v Michiganu rezultati poligrafskega testa po naših informacijah niso nujno ali običajno sprejemljivi na sodišču, vendar pa so močno orodje v preiskavah za soočanje osumljencev z morebitnimi lažmi. Tako je 25. novembra, potem ko je sporočil slabe novice, detektiv državne policije Michigana prosil Brida, naj pride do njegovega avtomobila, da bi se pogovorila na samem, in njegova telesna kamera je snemala. Da bo jasno, nekatera imena in druge podrobnosti so organi pregona utišali, preden so nam poslali neobdelan posnetek, vendar si ga vseeno oglejte. Postavil ti bom kup vprašanj. Vem, da so te veliko stvari že vprašali, ampak moram si jih razjasniti v svoji glavi. Kot sem rekel, te ne poznam, ampak želim se prepričati, da imam občutek, da mi govoriš 100% resnico. V redu, povej mi kaj o tvojem poligrafu. Pa del sem na poligrafu. Katera so bila vprašanja? Če bi vedel, kje je Rebeka. A če imam kakšno koli informacijo, kje je bila. Če sem prizadel Rebeko, ali če vem, kdo je prizadel Rebeko. Zelo čudno jih oblikujejo. Eden od razlogov, zakaj so se organi pregona resnično osredotočili na Brada in Courtney, je bil ta, da sta bila očitno ona dva tista, ki sta našla Rebekin mobilni telefon na Makadamski cesti, nedaleč od njunega doma. In ta telefon je očitno šel skozi kar nekaj rok, preden je prišel do preiskovalcev. Torej, po Bradovih besedah je Rich lahko dostopal do lokacije telefona in poslal posnetek zaslona. Pojasni mi, kako so našli telefon. Razloži mi postopek. Telefon sem našel, prišel sem sem. Courtney je bila v vozilu Escape. Pokazala mi je fotografijo, na kateri je bila ta cesta označena kot 26. V redu, in lahko vidiš, kje je tudi naš dovoz na njej. Prikazuje ti dovoz. Bilo je kot. Satelitska fotografija. In jaz rečem, veš, da je to čez cesto. Ona pa kje? Jaz rečem samo. Pripelji se sem in gremo dol po 26. Ona reče v redu in se je pripeljala čez. In edini kolovoz, ki pelje v smeri, v katero se je odcepila od tu, je tista na desni. Tam spodaj je samo ena cesta, ki zavije v desno. In to bi bilo najboljše mesto za začetek. Zdi se mi, da je to edini kraj, kjer lahko prideš dol z avtom. In ne vidim je, da bi hodila zelo daleč. Takrat je bila v 38. tednu nosečnosti. Ni hodila zelo daleč, tudi Rebeka ni hodila zelo daleč. Zato sem začel hoditi po tisti poti. Izstopil sem in hodil po stezi. Ostal sem na sledi gum v zemlji. Ostal sem na teh sledeh, hodil sem po njih. In ko sem prišel do majhne jase in majhnega ovinka, in njen telefon ležal tam, približno toliko stran od blatne poti, po kateri sem hodil. Ustavil sem se, pokazal nanj, ga pobral in ga izročil Courtney skozi okno tovornjaka Escape. Courtney ga je ugasnila. Prevzel sem vožnjo, ker ona ne zna voziti zelo dobro. Ne mara voziti. Lahko vozi, ima vozniško dovoljenje in vse, ampak ji ni všeč. Rebekin fan. Na telefonu ima kodo. Vsi to vemo, ker je Kimi vedno govorila, da imava oba kode na telefonih. Oba poznava kode drug drugega.
Rebekina koda. Vnesli smo mu ga, da bi ga lahko odklenil, da bi videl, s kom je nazadnje govorila. Rekel je, da je bilo pretemno, takrat, da ni mogel odkleniti. Ni mogel videti. Courtney pa je se zapeljala vzvratno iz dovoza in odšla. Mislim, da je kasneje tisti dan Kimbri šla po to. Priklopila ga je na svoj prenosnik in naj bi pokvarilo računalnik. In takrat je prišlo do vas, do okrožja. Ja, po izrazu na obrazu detektiva lahko vidiš, da se očitno trudi slediti Bradovi zgodbi, vendar morda dobiva informacije, ki so v nasprotju s tem, kar so mu povedali drugi. Zakaj to pravim? Ker so organi pregona, na primer, izvedeli, da je Courtney povedala Kimberly za črn avto. Ampak Brad trdi, da je bilo ravno obratno. In dejansko, po Bradovih besedah, je bila Kimberly sama v tem avtu. Spet, vsaj očitno po besedah Courtney. Courtney ne bi šla po Rebeko, da bi jo peljala na sladoled in ji dala $2000. In potem je Rebeka sedela tam in rekla, da potrebuje kapsule za pranje perila, ker je se pripravljala na prihod dojenčka. Želela je oprati perilo in urediti vse, kar je bilo treba narediti. Kar ženske počnejo ves čas, žal. Če imate otroke, to veste. Prepričan sem. In prišli so sam, mislim. Sedeli so na dovozu, pogovarjali so se. Courtney je šla noter, ker Courtney pravi, da so načrtovali zabavo ob prihodu dojenčka, nekaj tasga. In smo res, šli smo ven in ji kupili kup stvari za dojenčka. Tako da vem, da je res želela obdržati tega otroka. Rebeka je res želela. In upal sem, da se bo spravila v red. Rodila je otroka. In ko sem ji povedal, da je vstopila v črn avto in je svoji mami rekla, da se bo vrnila. Kje je bil črn avto? Ne vem zagotovo. Nisem bil tukaj. Kje si bil? Bil sem v svojem šotoru. Kje je tvoj šotor? Tam v Harrieti. Torej si čisto tam v Harrieti, ja. Tukaj sem bil v zadnjih skoraj 3 tedne zdaj zaradi druge stvari, ki se dogaja. Kje je Courtney rekla, da je avto? Čez cesta, vzvratno so zapeljali z dovoza. Ja. Zapeljali so vzvratno z dovoza. In ona je hotela zapeljati naprej. In Rebeka je rekla, počakaj, mami, nekdo ne bi prišel pome. To mi je povedala Courtney. Tako je izstopila iz Courtneynega avta, da bi vstopila v ta avto. In kar mi zdaj govoriš je, da Kimberly zdaj prav, da je bila v tem avtu. Da. In rekla je Rebeki, da ji je žal. To je povedala Courtney sinoči. Ne, to je povedala v soboto. V soboto zvečer. V soboto. Ko je pošla in vzela svoje stvari iz njenega tovornjaka. No, čigav avto je rekla, da je? Ni povedala. Courtney mi ni povedala, čigav avto je rekla, da je. Če sploh to rekla, ne vem. V redu. Tudi meni nima smisla. To je tako zmešano. V redu. Torej, tukaj je situacija, v kateri si, prav? Če si res v šotoru, tam, v Harrieti, in ne pravim, da lažeš. Samo pravim, da moraš razmisliti o stvarih z mojega vidika. Mrzlo je. Ja. Imam bolečine zaradi avta in imam vse. Ja. Ampak kar hočem povedati je, veš veliko več, kot mi poročaš. Ker so stvari, ki so bile izrečene, za katere vem, da jih je izrekla Courtney, in so tudi stvari, ki jih poroča Kimberly. In potem so še druge stvari. In ta začarani krog se nadaljuje, kjer ljudje začnejo obtoževati. In nekaj od tega dejansko ima smisel, nekaj res, ampak nekaj pa ne. Torej, kaj naj jaz, kar nočem, da se zgodi, prav, je nočem videti. Da te po krivem obtožijo, da si sodeloval pri umoru. Ko v resnici v tem delu sploh nisi bil vpleten, prav? V redu, ker niti za trenutek ne verjamem, da sploh nisi bil vpleten. V redu, to počnem že dolgo.
Ne razumeš, res že predolgo. V redu, to delo opravljam že predolgo. V redu. In govoril sem z veliko ljudmi in slišal sem veliko zgodb. Ampak slišal sem zgodbe. Ja, to je ključna beseda. To je zelo pomembna beseda, ampak tudi podrobnosti, ki mi jih daješ, so resnične. Torej, kar želim zdaj vedeti je, kaj si pripravljen povedati, kakšna je bila tvoja vpletenost. In potem se lahko odločim, ali menim, da si za kaj kriv, ali si dejansko za kaj odgovoren. Ker če si samo pomagal, potem je zdaj pravi čas, da mi to poveš. Ne dajem nobenih obljub. Sam povem ti, da če je kdaj bil pravi čas, sem jaz zadnja oseba, s katero lahko govoriš. Oprosti, praviš mi, da potrebujem odvetnika. Ne pravim ti, da potrebuješ odvetnika, ker nisi areteran. Če bi bil areteran, bi zagotovo imel pravico do prisotnosti odvetnika in bi bil poučen o svojih pravicah. Nisi areteran. Obstaja razlog, zakaj nisi areteran, ker potrebujem tvojo pomoč. In ne mislim, da si ti zagrešil ta umor. To je največji razlog. Ne. Ampak žal, veš, obstajajo stvari, ki jih veš, pa jih policiji niso povedali. In obstajajo podrobnosti, ki mi jih lahko poveš in bi bistveno pomagale naši preiskavi. In prav tako bi ti to zelo pomagalo, da ne bi bil glavni osumljenec v tej zadevi. Edino, kar mi je povedala, je, da se je črn avto pripeljal. Da naj bi vstopila v avto ob 8:30. Zdaj ne bi bila Kimberly tista, ki je bila v avtu in je to poslala Kimberly. In potem je Kimberly to poslala svoji mami. Ti je povedala, da je bila Kimberly nekje na avtobusu in da je imela otroka v drugi zvezni državi. Mislim na človek. To si moral slišati. Slišal sem, da je šlo Tennessee. Ja, od koga si to slišal? Vse to sem slišal na TikToku. V redu, ampak Courtney to pravi. Ampak lej, jaz nisem vedno tukaj. V redu. Prav, človek. Če nočeš, da zgleda, kot da si vpleten v to, mi moraš povedati, kaj veš. Dejansko ti poskušam pomagati. Morda se zdaj ne zdi tako, ampak jaz sem tisti, ki pride in reče, v redu. Za Courtney ne kaže dobro in to bom priznal. To sem mi povedal že od začetka. Kdo ji je potem pomagal znebiti se trupla? Ne vem, če je sploh kaj naredila. Kaj pa misliš s tem? Bila je zadnja oseba z njo, njen telefon pa je čez cesto. Seveda je nekaj naredila. In potem so njeno telo prepeljali in odvrgli malo naprej po cesti. Mislim, to je kot iz učbenika, ne? Ne. Narejenih je bilo preveč napak. Hočem reči, to ni dobro. In ti živiš tukaj z njo, jaz pa ne živim z njo. Prav, kakorkoli. Torej, ti živiš v šotoru, ampak ali kdaj spiš tukaj? V zadnjih nekaj tednih sem. Ja, mislim, a sta vidva poročena? Ja. Sva poročena. Prav, torej je to tvoja žena. Mislim, prav, torej, kot da se poskušaš distancirati od nje. In samo, vem, sliši se, da sta v razmerju, s tem se strinjam, ampak hkrati si še vedno tukaj, človek, po 8 letih. Torej, nekaj minut kasneje detektiv prekine Breda in ga vpraša, zakaj bi Courtney, njegova žena, v bistvu poskušala narediti, da bi on izpadel kriv, kaj ne? Torej, uradne zapise smo primerjali s to, posnetkom telesne kamere in ime, ki je bilo utišano, se zdi, da je reč. Spet, Rebečin zaročenec. In mimogrede, kot sem že omenil, ne vem, domnevni ljubimec Courtney in Kimberly. Sprehodil sem se z njim in obhodil je celoten obod babičine posesti in te posesti. Zakaj bi te skušala prikazati kot krivega? Ne vem. Vem, ampak ali ona misli, da si ti to storil? Ja. Courtney? Ne, ona ne. Povej mi, da ni možnosti, da bi jaz karkoli naredil. Ker ve, kdo je to naredil. V redu. Povej mi, kdo je to naredil? Ne vem, kdo je to naredil. V redu, ampak povej mi, kdo misliš, da je to naredil? Mislim, da je to storila ona. V redu. Vemo, kdo je to moje to storil.
Tista, ki je imela zlomljen ožig, ker se je ožig zlomil iz nje. Ampak nisem tukaj ves čas, sem pa bil zadnje čase, odkar je Rebeka zginila. Tukaj sem bil. Ampak pred tem. Zakaj misliš, da so to storili? Ljubosumje. Razloži mi to. Dejstvo, da je Rebeka bila dve muhi na en mah, tako rekoč. Ja. S tem, da so meni in njim rekli, da sem to naredil jaz. Torej, v bistvu se vsak znebi osebe, s katero noče biti. Tako da lahko ona dva ostaneta skupaj in naredila bosta vse, kar je v njuni moči, da zdaj ukrivita tebe, ker je ona že iz igre. Torej, glede na ta intervju, se zdi, da Brad krivdo vali na Courtney in Richa. Mislim, da je to pošten argument. Ampak pri tem se res ne ustavi, saj se zdi, da vmeša tudi Kimberly. Po izjavi pod prisego naj bi Brad le dan predtem preiskovalcu domnevno povedal, da je bil, citiram, prisoten na večerji s Courtney Bartholomew, Rebecca Park in Kimberly Park v soboto 1. novembra 2025. V tem času je Bradley povedal, da je imela Kimberly z njim zaseben pogovor, v katerem ga je spraševala o 2 poteh za hišo. In potem je Kimberly izjavila, da mora Rebecco, citiram, spraviti iz igre. 30. novembra sta bila Courtney in Brad aretirana. Bila sta ločena. Bila sta zaslišana. Sprva se zdi, da se Brad drži svoje zgodbe, da sta bila njegova žena in Rich morilca. Če pogledate izjavo pod prisego, citiram, je rekel, da mu je Courtney govorila o tem, kako sta z Richom naredila nekaj groznega, vendar mu ni hotela povedati kaj. Trdil je, da je, ko se je pojavila zgodba o tem, da je Rebecca pogrešana, začel povezovati stvari. Bradley je povedal, da mu je Courtney zagrozila, da mu bo, če bo kaj povedal, zagrenila življenje. A Brad je na koncu domnevno priznal, da sta bila on in Courtney tista, ki sta Rebecco odpeljala v gozd. A zdi se, da je odločen, da ni storil ničesar nasilnega, da je bilo vse delo Courtney. V izjavi piše, da je Bradley opisal, da se je dejansko zabadanje začelo, ko je, citiram, Courtney preprosto zagrabila nož in jo začela zabadati. Nož je bil na Courtneyni desni strani. Rekel je, da jo je po njegovem vedenju zabodla v prsi, vendar je skočil iz tovornjaka, ko je Courtney začela mahati z nožem, zato ni bil prepričan. Obtožni dokumenti prav tako razkrivajo, da je morda Courtney načrtovala, da bi otroka obdržala zase. To je obtožba. Po Bradovih besedah si je Courtney očitno želela otroka, vendar nista mogla posvojiti zaradi njegovega statusa spolnega prestopnika. Tako v izjavi pod prisego piše, da se je Bradley strinjal, da verjame, da je Courtney sposobna razrezati bližnjo sorodnico ter vzeti otroka ven. Strinjal se je, da je Courtney obsedena z željo, da bi imela še enega otroka v svoji oskrbi in skrbništvu. Prav tako se je strinjal, da obstaja velika možnost, da bi lahko napadla Rebecco in ji izrezala otroka. Torej, to preiskovalno poročilo kaže, da otrok ni preživel tega brutalnega napada na svojo mater. In Brad naj bi detektivom povedal, da nikoli ni slišal, da bi otrok jokal in nikoli ni videl, da bi se otrok premikal. Trdil je, da so otrokovo telo odnesli nazaj v hišo, kjer so ga dali v majhno hladilno torbo in ga nato odvrgli v smetnjak. Njegovo telo nikoli ni bilo najdeno. V redu, torej nam boste pokazali smetnjak, kjer je. Čez trenutek. Pokazali vam bomo posnetek s telesne kamere Brada, ki očitno usmerja detektiva na kraje, kjer naj bi odvrgel dokaze, kot tudi na kraj, kjer je umrla Rebecca. V redu, k temu bomo prišli čez trenutek. Ampak to je bila Bradova zgodba, kaj ne? Kaj pa Courtney? Njenih posnetih zaslišanj od preiskovalcev še nismo prejeli, vendar se v obtožnih dokumentih pojavljajo zaskrbljujoče obtožbe proti njej. Po besedah Courtney naj bi bila njena hči mučena in ubita strani Brada in da ga ni mogla ustaviti. Vidite, kako si podajata krivdo. Tako naj bi preiskovalcem povedala o domnevnem sporu med njenim možem Bradom in, ponovno, njenim domnevnim nekdanjim ljubimcem Richem. Courtney očitno trdi, da je Rich prijavil Brada organom pregona zaradi domnevne kršitve pravil povezanih z njegovim statusom spolnega prestopnika. In naj bi policiji povedala, da je Brad skoval ta načrt, da bi prizadel Rebecco kot način, da kaznuje Richa. Zdaj naj bi Courtney tudi dejala, da je bil oče Rebeckinega otroka v resnici Brad, ne Rich.
Da bo jasno, o tej trditvi ni bilo več informacij, ampak po tej izjavi Courtney trdi, da se je z Bradom soočila dan potem, ko je kriminalistični laboratorij fotografiral njihov dom. In pravi, da je začel z izbruhi preklinjanja in rekel, da se je Rich zameril napačni osebi. Citiram: "Strinja se, da je vse to maščevalna zarota." Courtney je povedala, da je, ko ga je vprašala, kaj je naredil njeni hčerki, Bradley rekel: "Prerezal sem ji jebeno grlo. Zaslužila si je." Nadaljuje in pravi, da je rekel, da si je tudi Rich to zaslužil in da je pač tvoja hči tista, ki bo za to plačala. Courtney je povedala, da ko je vprašala po svojem vnuku, je Bradley rekel: dal sem ga v hladilno torbo, ga dal v vrečo za smeti in ga vrgel v smeti." Zdaj je veliko Courtneynih odgovorov nakazovalo, da je šlo za nekakšno vnaprej premišljeno zaroto. Preiskovalci so želeli vedeti, zakaj Courtney, če je to res, če so te obtožbe resnične, ni storila ničesar, da bi ustavila Brada, preden je šlo tako daleč. Tukaj je primer. Citiram: "Ko se je spomnila pogovora, ki ga je imela z Bradleyjem mesec dni prej o carskem rezu, je povedala, da je to poiskal na svojem telefonu. Ko so jo vprašali, zakaj sta imela ta pogovor, je Courtney odgovorila: ker je on rekel, da se bo to zgodilo. Rekla je, da ji je povedal, da bo iz Rebeke izrezal otroka in to prav pred Richem. Courtney je rekla, da je to ignorirala. Zdaj naj bi Courtney preiskovalcem povedala, da ju je Brad prisilil, da sta se z Rebeko peljali s tovornjakom v gozd. In očitno trdi, da je on napadel Rebeko in da se je morala hitro odločiti, da vzame skalpel iz predalčka v tovornjaku in izreže otroka. Celo pravi, da ji je Rebeka, ki je bila še živa, rekla, naj to stori. Iz izjave pod prisego David: Courtney je rekla, da ni nikoli zabodla Rebeke. Bila je odgovorna samo zato, da je poskušala rešiti svojega vnuka. Ko so jo vprašali, ali meni, da bi morala poskusiti rešiti svojo hčer, je Courtney rekla, da ni mogla. Tako Courtney trdi, da je nameravala dečka predati oblastem, da bi ga lahko vrnili njenemu očetu Richu. Ko pa ni preživel, so ga dali v to mehko hladilno torbo. Zdaj, omenil sem, da je Brad, kot kaže, nekoč peljal ta dva detektiva na kraj zločina. Spomnite se, to je ujeto na posnetku. Ampak je precej nejasen glede tega, kako in zakaj sta on, Courtney in Rebeka sploh pristali v tem gozdu. In očitno jim je tudi pokazal lokaciji vsaj 2 smetnjakov, kjer naj bi odvrgel nož, s katerim je zabodel svojo pastorko. Prvi del tukaj, kjer se ustaviš in potem greš desno, desno. In to je ta smetnjak. Središče. Torej najprej desno in smetnjak je tukaj, na levi, smetnjak GFL, v redu. In kako ste izbrali prav ta stanovanjski kompleks in moj smetnjak? Moja žena je včasih živela tukaj. Fred. Rekle, ne padem v prvega. In kdaj ste odvrgli tisti nož? V sredo. Peti. Sreda 5. V redu, torej je bilo nekaj dni po vsem, kar se je zgodilo. Pravilo, v redu. In samo prepomni tako kot prej, nato pa se ustavi in vrzi tja noter. In v katerem času dneva je bilo to? Verjetno je bilo okoli 3:30. Popoldne? Ja. V redu. In ali je bilo v čem? Ne. V redu. Je bil samo v brisači ali v vrečki ali kaj podobnega? Samo opišite mi nož. Bil je kot lovski nož. V redu, z zložljivim rezilom ali fiksnim? V redu. Kako dolg? Verjetno okoli 5 palcev. V redu. Je bil to tvoj nož? Ne. Veš, čigav je bil? Bil je Courtney Jean. Bil je njen. V redu. Škaj je bil Brando? Ne vem. V redu. V redu. Vrgo ga je v smetnjak. Sem. Ali si videl kaj krvi ali česa podobnega, ko si to vrgel noter? Nisem bil pozoren na to. V redu. Sem fotil sem, da to ni več v moji roki. Ja, okoli časovnice v Bradovi različici dogodkov je veliko zmede, ker trdi, da je bilo v nekem trenutku eno vozilo, njun Escape, zunaj na poti, drugič pa pravi, da je bil to ta Fordov poltovornjak. In detektiv o tem sprašuje Brada. Torej, Rebeka ni bila s tabo, ko si prišel sem z Escapeom? Bravo. Kje je bila ona? Ona je bila že tukaj zunaj 5, tako sklepam, imam občutek. Ona je bila že tukaj zunaj. V redu, torej si pripeljal poltovornjak sem.
Rebecca. Naredil si, kar si naredil. Da. Šel si nazaj v hišo in potem praviš, da si spet prišel ven sem, ko si bežal. Da. V redu. Kaj si naredil, ko si prišel nazaj ven in so pobegnili? V redu. Prav, torej. In Rebeka je bila takrat še živa. Torej je bila Rebeka tukaj zunaj sama dolgo časa? Ne. Predno 10 minut. 15 minut. Okay. Ali ni mogla teči? Ali ni mogla pobegniti? Je bila noseča. Bila je v 38. tednu. Prav. Bi ste odšli s poltovornjakom in se vrnili? Zakaj ste zamenjali? Ker je Courtney hotela brisačo in odejo. To je ostalo in oni so pobegnili. Kakšna je bila Courtney na poti nazaj? Peljali ste jo, da pobegne. Kakšno je bilo njeno vedenje? Frustrated. Zaradi Rebecca. Splošno, a zaradi nečesa drugega? Splošno. Ali je mislila, da jo je ubila? Ne, tako še ne. Imajo občutek, da je dekleta ne cenijo kot mame. Ali ste se na poti nazaj do hiše sprehodili? Ne. Sploh ni nič rekla. Nisem hotel zagotovo vedeti, kaj se dogaja. Skočil sem ven. Hej, a nisi še vedno hodil po poti? To izgleda zelo znano. Tiste tam? Ne. Pravzaprav je to štor, ki stoji po konci. Prav. Tam. Tista. Vidim, da ste zelo domači. Torej, mislite, da se je zgodilo prav tukaj? Mislim, da ja. V redu. In tako potem, ko je bila ubita, je bila puščena tam blizu tistega štora in nato prekrita z listjem. Da. V redu. In ko detektivi zaslišujejo Brada o oblačilih, ki jih je nosil v noči, ko je prišlo do zaboda, naj bi podal srhljivo izjavo in trdil, da naj bi bila oblačila, ki jih je imela Courtney ob aretaciji, domnevno ista oblačila, ki jih je nosila na noč umora. Potem se obrnete na Kimberly, mlajšo sestro Rebece in tisto, ki je prijavila njeno izginotje. Tudi ona bi na koncu bila aretirana. Vendar pa so obtožbe, s katerimi se sooča, povezane z domnevnim oviranjem preiskave, saj ne bi poskušala zavajati policijo. 25. novembra, potem ko so našli Rebecco, je isti detektiv, ki je zasliševal Brada, zaslišal tudi Kimberly pred hišo, kjer je bivala. In ena od stvari, na katero se je takoj osredotočil, so bile vse govorice, ki so krožile po družbenih omrežjih o tem primeru, saj naj bi Kimberly po navedbah v zapriseženi izjavi, vloženi proti njej, sodelovala v več TikTok prenosih v živo. V zapriseženi izjavi je tudi zapisano, da je v soboto, 22. novembra 2025, Kimberly Park v prenosu v živo na družbenih omrežjih izjavila, da ima informacije, da sta Courtney Bartholomew in njen mož, Brad Bartholomew, povezana z izginotjem Rebecca Park. Detective Peace Corps je istega dne zaslišal Kimberly Park. In poročala je, da sta Courtney in Brad udarila Rebecco Park po glavi, da bi povzročila epileptični napad. In ko Parkove nista mogla oživiti po napadu, je Brad poklical prijatelja, ki je prišel, pobral telo Rebecca Park in ga odpeljal. Parkova je povedala, da je Brad omenil nekaj o močvirju. Ko pa jo je ta drugi detektiv zaslišal nekaj dni kasneje, se je njena zgodba očitno spremenila. Kaj mislite, da se je zgodilo vaši sestri? Mislila sem, da sta za to odgovorna Courtney in Brad. Zakaj tako mislite? Ker je to Courtneyjen komentar. Da je hotela tistega otroka, ne glede na vse. V redu. Oprosti. Ona je hotela tega otroka, ne glede na vse. Bila je prepričana, da si bo vzela tega otroka, ne glede na vse. V redu. Torej je Courtney hotela vzeti Rebekinega otroka. In kako je to povedala? Je to nekaj, kar je objavila ali je to rekla?
naravnost v obraz Rebeki. Zato je bilo drugače, kako naj bi to sprejela. Je rekla, kako bo sprejela tega otroka. Nikoli ni rekla, kako bo to storila. Ampak ko sem pred kratkim povedala Pitovi enoti, da sta za to odgovorna Courtney in Beth, imela sem občutek, da je bila v bližini. Imel si občutek, da je bila v bližini, torej geografsko blizu kraja, kjer si bil. Blizu hiše Courtney in Breda. V redu, zakaj si povedal Courtney? Da je Rebeka. Je odšla, šla je v Tennessee. Tega nisem nikoli rekla Courtney. Nikoli nisi rekla Courtney ne. Prav. Courtney je začela širiti govorice o tem. Prav. Si kdaj povedala Courtney, da si bila v avtu, s katerim so jo pobrali? Ne, to je avto, ki ga vozim jaz. V redu, ampak ki nikoli nisi povedala, da si bila v avtu, ki jo je pobral pri hiši. Ne, Courtney je poskušala reči, da sem bila jaz, ampak nisem bila nikoli. Bila sem tukaj. Pogovorila sem se z očetom svojega otroka in šla spat. Nato pa sem naslednje jutro vstala za službo. Nikoli nisem zapustila hiše. Courtney me je poklicala, ko sem bila tukaj in rekla, da je Beka šla v avto z nekom. Tako naj bi Courtney kasneje detektivu povedala, da si je zgodbo o črnem avtu izmislila. Vsaj tako piše v poročilu o dogodku. Ni jasno, ali je Kimberly vedela, da naj bi Courtney lagala, ko je posredovala to informacijo. Toda na posnetku telesne kamere lahko vidimo, kako Kimberly detektivu pove, da gre za podtikanje. Drugo vprašanje, ki ga imam še veliko drugih vprašanj zate, kot naprimer, rad bi samo ugotovil, zakaj bi mi Courtney rekla to, ali je to preveč svetlo zate. Zakaj? Zakaj bi mi ona to rekla? Ker mi želi podtakniti krivdo. Ona ti želi podtakniti krivdo. Policiji ste prijavili, da je vaša mama rekla, da je udarila vašo sestro po glavi. Ste vi podali to prijavo? Jaz sem podala prijavo in to so mi povedali, da so naredili. Kdo vam je to povedal? Courtney in Brad, kar naravnost. Kaj sta ti povedala, Courtney in Brad? Povej mi, kaj sta ti povedala, kar naravnost? Da sta bila ona dva tista, ki sta jo udarila. Da sta bila ona dva tista, ki... Potem, kar so povedali, sta jo ubila in sta vzela otroka. Zdaj pa sta se samo igrala igro, kako se znebiti tega otroka, kako se znebiti. Kdaj so ti to povedali? Dan potem, ko je izginila. Ampak grozili so meni in moji hčerki, naj ostaneva tiho. V redu. Mama mojega zdravnika mi je obljubila, da se moji hčerki ne bo nič zgodilo, zato sem lahko povedala. V redu. Torej mi praviš, da sta Courtney in Brad potrdila, ti priznala, da sta ubila Rebeko. In Courtney že zadnjih nekaj mesecev pravi, da bo vzela tega otroka, ne glede na vse. Ne glede na ukrepe. Lažeš. Mislim, da lahko začnemo pri tem. Prav? To ni res. Tega ti niso povedali. Prav. Torej, morali bomo priti do točke, kjer bomo lahko dejansko govorili drug z drugim in preprosto povedali resnico. Ker ti želiš resnico od mene in jaz želim resnico od tebe. In trenutno smo na točki, kjer si v nekem... Prav? Nisi aretiran ali kaj tazga, ampak moram priti do točke, kjer... Če bo Kimi iskrena z mano, bo naredil vse, kar lahko, da ji pomagam, če ni ona tista, ki jo je dejansko ubila. Prav? Tega ne bi naredila. V redu. V redu. V redu. V redu. V redu. Prav. Ampak lahko ti že zdaj povem, da ti Courtney in Brad ne bosta priznala umora. To se ne zgodi. Ne vem, če je bilo tako. Ne, to se ni zgodilo. V redu. Zdaj se ne bomo igrali igrec. Nisem prišel sem, da bi se igral, ugotovi detektiv. To počnem že 30 let. V redu. Torej, začniva na začetku in mi povej, kaj se je zgodilo. V redu. In potem bom ugotovil, kako kriv si in kaj, če sploh kaj, lahko storim, da ti pomagam.
Ampak ti lahko že zdaj povem, da je iskrenost edina stvar, ki ti lahko trenutno pomaga. Če mi boš natrosil kup laži o Courtney in Brad, da sta to priznala, to ne bo delovalo. Ljudje, ki to naredijo, tega ne povedo drugim. Prav? Vem, da si bil upleten. Povej mi, v kolikšni meri? Trenutno imamo veliko dokazov. V redu! Ne bom ti povedal, kakšni so dokazi, ker policija ne deluje tako. Policija deluje takole. Ti mi nekaj poveš, jaz ti nekaj povem. In potem bom naredil, kar lahko, da ti pomagam. Ne moram ti ničesar obljubiti, ampak moram vedeti, ali je bila to nesreča in ne nekaj, kar si nameraval, ali pa si bil samo fizično prisoten, ko se je to zgodilo. Zdaj je čas, da govoriš z mano. Ker je to tvoja zadnja priložnost. In detektiv Kimberly sooči z informacijami, da je bila v spolnem razmerju z Richem, torej z ljubimcem, zaročencem in fantom svoje sestre. In ona na videz prizna, da, res je. In Neto naj bi domnevno trdila, da je Rich ubil Rebeko in otroka, da bi lahko bila on in Kimberly skupaj. Naj spomnimo, ime Richa, oziroma to ime, se zdi, da je utišano v posnetku telesne kamere. Vedela sem, da ona ve, že potem, kako se je on obnašal. Nikoli nisem poškodovala svoje sestre. Tvoja sestra? Ne vem, ali je on to storil ali ne. Odkar je tisto noč odšla, me je izključil iz svojega življenja. Noče govoriti z mano. Edini čas, ko sploh kaj reče, je, ko mi pošilja grozilna sporočila. Vem, da si upleten v to. Nisem upletena v to. Nikoli ne bi prizadela svoje sestre. Preveč jo imam rada. Kdo je potem to storil? Ne vem, kdo je to storil. Torej, detektiv pusti Kimberly, da gre v hišo na stranišče. Ko se vrne ven, ji takoj nadenejo lisice. Daj roke za hrbet. Ja. Kaj je bila narobe s Floro? Ja. Zredu. Poglejmo, tukaj. Previdno. V redu, takole bomo naredili. Torej ste aretirani, ker ne smete namerno posredovati lažnih informacij policiji, ko preiskujejo prijavo pogrešane osebe, ki se konča z umorom. V redu? Tega ne smete storiti. To je prepovedano. Ne govorim o tem, da na začetku niste bili iskreni z mano. V redu. Govorim o informacijah, ki ste jih namerno posredovali detektivu v imenu, domnevam, ne vem, ali rečemo, da je vaš fant? Mislim, zveni kot, da sta bila vidva fant in punca. Torej, zdaj vas bom poučil o vaših pravicah, prav? Ker ste zdaj aretirani. In če vam je to smiselno, sem vas moral aretirati. Nisem vas želel aretirati zdaj, ampak sem vas moral aretirati na podlagi informacij, ki ste mi jih dali. V redu? Zdaj vas preprosto nisem mogel pustiti brez aretacije, ko ste mi povedali, da ste namerno policiji povedali lažno zgodbo, da bi ga zaščitili, ker sta vidva, veste, počela neki, zaradi česar bi na koncu bila skupaj. V redu, ne bi opravljal svoje službe kot policist. V redu, ali razumeš te pravice, ki sem ti jih razložil, Kimi? Ja.
V redu, rad bi se pogovoril s tabo o tem, o čemer sva že govorila. Torej, si pripravljena odreči se tem pravicam in odgovarjati na moja vprašanja zdaj? Ja. V redu. Zakaj si Courtney povedal, da si bil v avtu? Nikoli nisem rekla, da sem bila v avtu. Ona je zadnja oseba, s katero bi se želela pogovarjati. Torej mi je lagala. Bej. V redu. Zakaj si to namerno povedal detektivu? Veš, o katerem detektivu govorim? Gospa Piskorp. Zakaj si namerno povedal gospodu Piskorp, da je Courtney? Je bila vpletena v to. Zakaj si to naredil? Zakaj si povedal, da sta Courtney in Brad? Sta to naredila? Če ne bi končala kot ona. In kako si to razumela, da bi končala kot ona? Preprosto bi izginila. Preprosto bi izginila. Preprosto bi izginila brez pojasnila. In ko se nanašate na njo, o kom govorite? Moja sestrica. Kdo je tvoja sestrica? Rebecca. Rebecca. V redu. Zdaj kaj? Vrste razprav in načrtov ste imeli o tem, kako se je znebiti, da bi bila lahko skupaj. Edina stvar, samo odvrzijo ga. Odvržeš njeno truplo. Ne. Bi se mraziti se z njo. To je edino, kar si mu rekel. Ja. V redu. Torej, zdaj, ko je izginila, je rekla tebi potem, ko je izginila? Ni rekel ničesar. Ne, mislim, kaj ti je povedal, ko si ga vprašal o tem? Rekel je, poskrbel sem za to, ne skrbi za to. Rekel je, da je poskrbel za to. Kako si to razumel? Kaj si mislil, da to pomeni? Mislila sem, da je samo prekinil z njo. In da je ona potem kar tako odšla. Ne, bil jo je. Noče mi povedati, kaj se je zgodilo. Njegov edini odgovor. Ne skrbi za to, ne skrbi za to. Ni ti treba ničesar vedeti, tako da ne moreš biti kriva za to. No, rekel ti je, naj lažeš zanj policiji. To je bila njegova grozna ideja, ker si zdaj zaradi tega v težavah. Zato sediš tukaj v lisicah. Če ti je rekel še kaj drugega, mislim, da te je resno zajebal. Na kraju dogodka je celo pustil kartico očeta tvojega otroka. No, reci mi, da to ni bilo namerno. To ne izgleda najbolje. Kot da poskuša, narediti, da bi izgledal, kot da je bil nekdo drug. Ampak izkaže se, da tisti, katerega kartica je bila, sploh ni mogel tega narediti, ker je v zaporu. Ampak mama njegovega otroka ni v zaporu in sum potem spet pade nate. Razumeš, kaj hočem povedati? Kot da je naredil, da je izgledalo, kot da si bil ti vpleten. Nisem bila vpletena. Ne vem, kaj je naredil. Če bi mi povedal, da je kaj naredil, bi takoj šla na policijo. Ampak mi ni hotel dati jasnega odgovora. Zdaj Kimberly pravi, da želi nadaljevati svoj pogovor z detektivom, s katerim je prvotno govorila, detektivom Piskorjem. Tako jo odpeljejo, da ga sreča. Ta del zaslišanja ni bil objavljen na videu, vendar je tukaj, kar naj bi po navedbah iz zaprisežene izjave izjavila. Citiram. Kimberly Park je navedla, da ji je v torek, 4. novembra 2025, ko je bila v domu Richarda Fowlerja, ta povedal, da je ubil Rebecco Park in da jo želi zaščititi tako, da ji ne pove podrobnosti. Parkova je navedla, da je med drugim pogovorom s Fowlerjem ta povedal, da je šlo nekaj narobe, ko je poskušal izrezati otroka iz Rebekinega telesa. Poročala je, da je Fowler povedal, da mu je pri Rebeki pomagal še en moški. Parkova je povedala, da jo je Fowler prav tako spodbujal naj zavaja preiskavo in to je bil razlog, da je na družbenih omrežjih v živo delila zavajajoče informacije. Parkova je detektivu Piskorju povedala, da je Fowler začel skrbeti, ker se je preiskava približevala njemu in da je bilo to v četrtek ali petek pred soboto, 22. novembrom 2025. Fowler je pomagal pri oblikovanju obtožbe, ki jo je tistega dne podala detektivu Piskorju med zaslišanjem.
Torej, kaj se zgodi? Kimberly je obtožena prirejanja dokazov, laganja policiji in lažnega prijavljanja. Očitno je plačala del $5000 varščine in bila izpuščena 3. decembra. Tako poroča 9 and 10 News. Nazaj k Richardu Fowlerju, kaj ne? Kako se on vklaplja v vse to? Spomnite se, on je bil prvi iz skupine, ki je bil aretiran v povezavi s to preiskavo umora. Vendar, kot sem omenil, ni bil neposredno vpleten v smrt Rebecce Park. Sooča se z drugačnimi obtožbami. Po intervjuju, ki ga je za Michigan Live dal Richov oče, je bil Rich aretiran, ko se je prijavil na obvezno preverjanje v registru spolnih prestopnikov. O ja, Rich je, tako kot Brad, prav tako po poročanju vpisan v register spolnih prestopnikov. Tako, spletna stran Registra prikazuje 5 obsodb za spolne zločine, ki segajo vse do leta 2003. Obsodbe vključujejo spolno kaznivo dejanje 3. stopnje z osebo staro med 13 in 15 let, nagovarjanje otroka za nemoralne namene in spolno kaznivo dejanje nad nemočno žrtvijo. Vendar pa so bile obtožbe, s katerimi se je soočal konec novembra, po poročanju povezane z drogami. Da, tako je bil Rich na koncu priveden pred sodišče zaradi 2 točk obtožnice za dobavo in proizvodnjo prepovedane substance, natančneje metamfetamina. To je zapisano v kazenski ovadbi. Poleg tega pa je bil obtožen tudi kot povratnik, kar pomeni, da ima v svojem dosjeju več kot 3 obsodbe za kazniva dejanja. Tako poročilo o preiskavi vključuje te zapiske iz nekaj intervjujev z Richem. Torej, na dan, ko so našli Rebeccino truplo, dokument navaja, citiram, redaktirano je pojasnil, da veliko tega, kar ve zaradi tega, kar sta mu povedali Kimi in Courtney. Rekel je, da ni vedel, da je njegova zaročenka mrtva vse do danes. Zdaj naj bi Rich privolil poligrafski test, kot smo kasneje izvedeli iz policijskega poročila. Domnevno ga ni opravil. In krati so preiskovalci očitno izvedeli za aretacijo Kimi Berly in njeno obtožbo, da sta bila Rich in Courtney tista, ki sta ubila Rebecco. In takrat je bil Rich prvič pridržan zaradi suma umora, vendar mu tega kaznivega dejanja nikoli niso uradno očitali. Tako je nekaj tednov po aretaciji po sodnih zapisih Rich plačal del kavcije v višini $5000 in bil izpuščen. Tako sta za zdaj Rich in Kimberly očitno oba na prostosti po plačilu varščine. Njuna povezanost s tem primerom ju je zagotovo obdržala v središču pozornosti, vendar sta prava tarča Brad in Courtney, kaj ne? Oba sta zaprta brez možnosti varščine. Oba se soočata z obtožbami za umor 1. stopnje, umor med kaznivim dejanjem, mučenje, protipraven odvzem prostosti, napad z namenom povzročitve splava ali mrtvorojenosti ter odstranitvijo trupla. In če bosta spoznana za kriva, jima grozi obvezna dosmrtna zaporna kazen. Odvetniki obrambe Bartholomew so v zadnjih nekaj mesecih večkrat javno opozorili državo na sodišču. Na primer, januarja so dejali, da še vedno niso prejeli nobenih dokazov v tem primeru od tožilcev. Veste, materialnih dokazov. Potem so marca zahtevali, da oba obtoženca opravita oceno duševne sposobnosti, da bi ugotovili, ali razumeta obtožbe proti njima in ali lahko sodelujeta pri lastni obrambi, ter ali lahko primer sploh nadaljuje do sojenja. Obramba je mimogrede tudi zahtevala, da se začasno zadrži izročitev Rebeccinega telesa njeni družini, da bi omogočili čas za neodvisno obdukcijo. To je zanimivo, ker tukaj pridemo do ideje, da morda obstaja kakšen drug vzrok smrti, prav? Rebeccina posvojiteljica, Stephanie, je za 9 and 10 News povedala, da razume zamudo pri dokončnih dogovorih za Rebecco. Citiram. Razumem, da odlagajo izročitev njenega telesa, ker želim, da imajo vse dokaze obe strani. Da ne bi bilo mogoče vsega zavreči zaradi kakšne tehnične podrobnosti, ki je povezana s tem. To telo ni ona. Ona je v nebesih, kjer vrtnari ali počne, kar si želi. To telo je samo dokaz. To je zdaj vse, kar je. In Stephanie pravi, da upa, da bo lahko imela javno spominsko slovesnost za Rebecco nekje to pomlad. 9 and 10 News poroča, da se bodo Bartolomeji vrnili na sodišče sredi maja, ko bi morda lahko izvedeli nove informacije o napredku v tem primeru. In samo to bom rekel, s tem bom zaključil. Ne glede na to, kdo je morilec ali kakšen naj bi bil njegov domnevni motiv za tako grozljiv napad, je posledica enaka. Mlada mati je izgubila življenje. Mlad fant je bil vzet iz tega sveta in družina je bila uničena. Rad bi povedal, da so naše misli, naše molitve in naše dobre želje z Rebeccinimi najdražjimi. Ne le, da se morajo zdaj spopadati s tem pravnim postopkom, ampak se morajo tudi sprijazniti s tem, kaj vse to pomeni.
To je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju. Najlepša hvala, da ste bili z nami. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na Peacocku NBC-a. Če želite slediti meni na X-u in Instagramu, iNews Nation Show, Jesse River Live od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič.